Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Teden je naokrog in tukaj je naša nova gostja, in sicer Anita Bolčevič, ki pravzaprav ni tako redko pri nas. Anita, lepo pozdravljena v naši družbi. Dober dan. Vmes se je Anita prezaposlila, in sicer je zaposlena sedaj v javnem zavodu za turizem, kulturo in šport. Kako se počutiš torej na novi lokaciji ali na novi funkciji, Anita? Ja, zdaj sem na novi lokaciji in na novi funkciji. Zdaj imam funkcijo destinacijske menedžerke, ki dejansko povezuje celotno destinacijo, ponudnikov in vseh, ki jih destinacija zanima, turistov, obiskovalcev. Zaenkrat, za teh par mesecev, seveda, mogoče ni zdaj za verjeti, ker je korona čas, ampak vseeno imamo gužvo, ker vseeno zbiramo prijave za ocenjevanje kolektivne blagovne znamke in tudi pripravljamo programe za prijavo za vodena doživetja in dejansko vsak dan mine, sploh ne vem, kdaj teh 8 ur. Vsekakor verjamemo, da ti dela, Anita, ne zmanjka. Sicer pa smo te danes povabili iz dveh razlogov, ne. Prvo, torej kot menedžerko v javnem zavodu za turizem, kulturo in šport, in drugič kot pobudnico, da se hortikulturno oziroma hortituristično društvo Ormož še bolj aktivira, ne, kot je aktivno bilo do sedaj. Na nek način si sprovedla vse, kar je potrebno, da se pridobi čim več teh članov in da se začne delati tako, kot treba, ne? Eno takšno hortikulturno društvo oziroma hortituristično društvo. Ja, tako je. Leta 2018 smo ga ustanovili. Od takrat se sicer nismo nekaj srečali, bi pa želela, da bi se to spremenilo. Samo pa vsako leto so naši člani, še posebej se moram zahvaliti članici Metki Lešničarovi, se trudila, da smo ocenjevali okolico, da nas je tudi nas spodbujala, ki smo imeli mogoče malo manj časa oziroma da smo se te vključili. In smo vsako leto ocenjevali okolja po naši krajevni skupnosti Ormož in s tem pač tudi podelili v okviru krajevnega praznika Ormož priznanja. To je bila ena taka vsakoletna aktivnost, verjetno pa so tvoje želje in želje nekaterih članov večje, ne? Verjetno si želite še kakšnih aktivnosti. Ja, zdaj je celo tako daleč, da se trudimo, da bi ohranili društvo. Želim si, da bi pač vsak nekaj prispeval od članov, saj ne more društvo živeti, ne vem, od 5 članov, to potem brez veze, da ga imamo. Želeli bi si na vseh sejmih sodelovati, se povezovati z drugimi turističnimi društvi. V statutu smo dodali, prej smo imeli samo tiste, ki jih zanima hortikultura in turizem. Zdaj smo malo razširili v statutu, tako da vabimo člane, da se pač prijavijo k našemu članstvu, ki jih zanima turizem, hortikultura, agronomija, cvetličarstvo, aranžerstvo, rokodelci in lokalni turistični vodniki. Se pravi, na kakšen način privabljate vse te ljudi? Na ta način zdaj, ko sem tukaj, ker ste nas, hvala lepa, da ste me povabili, da lahko to povem, potem preko Radia Prlek in osebno pač povabimo, tako da tudi vidva sta izkazali interes, da se nam pridružita. Hvala lepa, dobrodošla in verjamem, da bomo ohranili društvo in da bomo še več aktivnosti uspeli narediti, kot smo jih mogoče do sedaj. V planu imamo, da bi povabili tudi gospoda Matjaža Mastnaka, da bi nam kaj povedal. On deluje na območju Arboretuma Volčji Potok. Potem bi si ogledali tudi letos, če nam bo seveda dopuščala epidemiološka slika, da bi pač mamo v Kunovi obiskali. Ne vem, če je že kdo bil tam. Jaz sem bila enkrat, pa je bilo res, ne vem, moraš to videti, če je to tako blizu, pa tisti bambusov gozd, pač vabim, da si tudi to ogledajo. Pa tudi po naši destinaciji bomo ogledali pač tiste točke, za katere bodo člani izkazali interes. No, to, da ste torej turistično društvo v osnovi poimenovali torej hortituristično društvo, verjetno ni slučajno, ne?
Z kakšnega razloga pravzaprav? Ja, seveda zato, ker ocenjujemo tudi okolico, ne, in potem podeljujemo priznanja. Želimo povabiti vrtoljubce in tiste, ki jih rože zanimajo. Moja izobrazba je tudi vrtnarski tehnik, potem sem naprej študirala hortikulturo. Zdaj se izobražujem tudi na področju turizma in vse tista znanja, ki pač imam tudi recimo po službeni poti kar nekaj izkušenj z rokodelci, z dnevi odprtih vrat, ko smo imeli v letu 2019, ko dan odprtih vrat pri gospodu Lojzeku Škrjancu. In bi želela, da bi se v tej smeri da bi še več vrtov odprlo svoja vrata, da bi še več izmenjav potekalo med vrtoljubci. Mogoče, ne vem, jaz zelo pogrešam na našem območju kak rastlinjak, da bi lahko kupili kar na vrtnariji kakšne cvetoče balkonske rastline. Seveda moramo iti vsi izven našega območja, da lahko pridemo do kake vrtnarije. V tej smeri pač bi mogoče tudi imelo cilj in vizijo društvo, da bi se razvijalo in pač iskalo člane, ki imajo skupni interes. No, predvsem si po tem, kar si povedala, lahko predstavljam, da bi tudi za vzpodbude skrbelo društvo, ne? Recimo, bi vzpodbujali ljudi, da torej čim lepše odsvetličijo svoja okolja in tako dalje. Ja, res je. Seveda s tem pač na neki način tekmovanjem in ocenjevanjem spodbujamo ljudi, da urejajo svoje okolje, pravzaprav tudi druge ustanove javne. Tudi občina Ormož je dobila priznanje za lepo urejeno okolico v letu 2019, če se ne motim. Tako da tudi šole pogledamo, gasilske domove. Ja, moram reči, da v naših krajih, če primerjamo z kakimi drugimi, še je zelo ohranjeno, da še zelo skrbimo za okolico, tudi za rože na okneh in balkonih, kar seveda s časoma se mi zdi tudi izginja. Pač moderne gospodinje več nimajo rož na oknih, pa ne na balkonih. Nekaterim je škoda fasade, drugi nimajo časa. Jaz sem še vzgojena tako, da jaz brez rož na oknih, ne vem, se mi zdi prazna hiša, če jih ni. In upam, da bomo tudi to probali ohraniti in še več, tudi ni nujno do članov, ampak da bomo dober vzor tudi drugim, da bojo se odločili, da bojo vseeno odsvetličili svoje domove. No, obvestili oziroma obveščate v tem trenutku, da bi se torej naj aktiviralo to turistično društvo tako, kot je treba. Kakšen je interes? So že kakšne prijave? Jih je že kaj več, kot vas je bilo zraven? Oziroma, zakaj se ljudje ne prijavijo? Zdaj, mi smo morali občni zbor izvesti dopisni. Pomeni, da traja dalj časa, ne tisto uro ali dve, ko se dobimo skupaj. Zaradi tega, ker ko sem pošiljala pošto, sem morala poslati gradivo, da ga člani proučijo. Tudi glasovali bodo preko glasovnic. In v tej smeri bi potem do ponedeljka je čas, je zadnji dan, ko bo verifikacijska komisija preštela glasove, ki so prispeli ali po e-pošti ali po navadni pošti na naslov Krajevne skupnosti Ormož ali osebno prinešene. Potem bomo pa videli, koliko članov, jaz srčno upam in verjamem, da bomo ohranili to društvo in se zavezali k temu, da bomo aktivni. No, zakaj tebi toliko pomeni to društvo oziroma zakaj se žrtvuješ, torej, da se ohrani? Ja, jaz že od nekdaj nekako počutim z naravo povezana. Vidim, da ljudi zanimajo stvari, da bi želeli, da imamo hortituristično društvo, ker so vrtoljubci, roželjubci. In glede na to, da mogoče sem na takem delovnem mestu, da lahko priskrbim, ne vem, mogoče stojnico, mogoče, ne vem, bolj promocijsko, kaj povem, je to najmanj, kaj lahko še naredim, ne? In hkrati povežem potem člane, ki zanima skupno aktivnost.
Tudi za zelenjavo sem bila par let organizator v Sloveniji, mislim, ne, pardon, se opravičujem, v Ormožu. In vse, kar se tiče v smeri, potem smo imeli semena naših babic, ko smo imeli Primoževo lago tu pri vas, tudi ste prišli nas pogledat. Meni take stvari pač dosti pomenijo in upam, da tudi drugim, da pač bomo še tudi kaj več na tem področju naredili. No, končno si torej tudi na takšnem delovnem mestu bila že prej, tudi v komunalnem podjetju, ko si delala, ne, si se na teh področjih uveljavljala. Ja, tako je. Jaz sem že na komunalnem podjetju skrbela za okolico v Ormožu, za zasaditev okrasnih rastlin. To je bilo res, mislim, jaz take stvari pač rada delam, ne. Potem sem tudi s tem prišla na občino Ormož in zdaj pač to urejajo drugi, verjamem, da bojo tudi tako pač v smeri, da bo lepo urejeno, saj meni osebno recimo vsaka roža lepa. Jaz nisem pristaš niti tistih monotonih zelenic, smo roda regrat, ki so tudi paša za čebele, tudi naša solata in vse, kar je bolj z naravo povezano, z ohranjanjem narave, tisto mene privlači. Tudi na službenem področju se bom potrudila, da bomo postali zelena destinacija, da bomo čim več teh zelenih, kako bi temu rekla, zelenih Površin, ne pa okolji. Ja, ohranili in da bodo pač še za naše zanamce pač tukaj. Verjamem, cela Slovenija je zelena in verjamem, da če tudi na ohranitvi delamo, smo veliko naredili, ne. Tako da jaz mislim, da nas čaka še ogromno dela, tudi ogromno dela na bio področju, tudi to je moja pač, tudi hobi, tudi delo, tudi tako. V službi se povezujemo s podjetjem Ekoprlekija, kjer bomo povezali bio kolektivno blagovno znamko s ponudniki. Nastal je že osnutek etikete destinacijske, kjer bo Ekoprlekija s svojimi člani prodala pod to blagovno znamko svoje produkte in jih tudi seveda prijavila na ocenjevanje. Jaz mislim, da je to sem si vedno želela, pa evo in zdaj tudi prvi produkt nastaja. Ljudje se povezujejo pač in to je neki cilj, ki ga dosežemo ne čez dan, ampak v par letih. Tako je. No in koliko sedaj ti to pomaga, da si na tem delovnem mestu, kot si, torej na Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport, lahko recimo vplivaš s temi svojimi težnjami, no, če tako rečem, na razvoj turizma? Jaz mislim, da, vem, turizem so ljudje. Tisto, kaj ti bolj leži, v tisti smeri po moje itak, da se vse razvija. In zdaj recimo, če bi bilo na mojem mestu nekdo, ki mu mogoče zelena destinacija toliko ne pomeni, bi se že zaradi same strategije slovenskega turizma morala razvijati, ampak mogoče počasneje. Zdaj, ker pa je pač meni to, ki mi bolj leži, pa mislim, da je to vse skupaj hitreje. No, še vedno si aktivna pri urejanju tržnice, to spada tudi v tvoje delovne naloge? Ja, tako je tržnica, pa naši tradicionalni prleški sejmi v Ormožu. To je, mislim, da je to, dokler bom jaz ostala pri meni. In ker seveda smo že z našimi tržničarji zelo dobro zgodbo naredili skupaj in se dobro pač razumemo, delamo dobre zgodbe, seveda imamo tudi včasih kakšen problem, ki ga potem tudi rešimo, ne. Kakšni problemi? Včasih se zaradi tega, ker smo se mogli mogoče ven preseliti, smo morali nastaviti stojnice in potem so stojnice bile tukaj tržnice, ki so v zavetrju, kako bi temu človek rekel, one so pa bile na vetrovnem placu nameščene in jih je začel veter podirati. Te pa smo jih mogli prestaviti, hkrati smo prestavili tudi ponudnike.
Vsi pa vemo, da tudi če v trgovino gremo, imamo radi stvari zložene, tam, ki so, kaj vemo, ki jih najdemo, da lahko hitro upravimo nakup. Isto je na tržnici, ponudniki so radi na svojih mestih, tudi kupci imajo radi ponudnike na svojih mestih in potem sigurno je bilo malo slabe volje zaradi tega, ker smo pač prestavili pač nekaj ponudnikov. Tudi zato smo zdaj poskrbeli, da smo jih dali malo bolj skupaj in tako, da je zdaj ostalo, vsi so v zavetrju, vsi so malo bliže in zdaj bo tako verjetno še vse leto ostalo. Vse, kot sem že večkrat omenila, mi dejansko bi lahko notri poslovali v notranjih prostorih, ampak bi bilo omejeno, ker pač 10, ne vem, dva človeka na 10 kvadratov oziroma pač kakšna so pravila, pomeni, da bi kupci morali ostati zunaj na mrzlem. Naši ponudniki z mano skupaj vsi skupaj smo se odločili, da bodo šli ven na stojnice, da bomo še dodatno poskrbeli za varnost, za preprečevanje širitev koronavirusa. Zato so tudi zunaj skupaj z kupci. Zdaj 2 tedna so tudi vsi testirani oziroma imajo potrdilo o prebolelem koronavirusu, ker tako zahteva odlok. Tako da mi spremljamo vse te zadeve in se trudimo, da bi čim dlje ostali seveda odprti, ker tega si verjetno nihče ne želi, da bi nam tržnico dol zaprli. Ne? Ja, vsekakor. Kako pa sicer to funkcionira sedaj? Seveda se približuje tudi čas cvetnega sejma. Bo sejem ali ne? Ne, sejma ne bomo organizirali, zato ker je tudi zdaj že premalo časa, da bi tudi se zdaj, mi imamo sicer pripravljeno zaporo ceste pa vse, ampak niti inštitucija NIJZ ne bi dovolila, da bi ga izpeljali. Bomo pa naredili cvetno tržnico, kjer bodo še povečano število lokalnih ponudnikov, tako da vabljeni, da obiščete cvetno tržnico in pač si nabavite stvari, ki jih potrebujete za svoj dom. Prav tako bodo odpale, tukaj bi sodelovalo hortituristično društvo, da bi izdelovali presmece, ker tudi to je ena od stvari, ki me mogoče na sejmih motila več let. Na sejmih se je dalo dobiti samo oljčne vejice. Prleškega presmeca pa nisem mogla dobiti nikjer. In te smo začeli pač z izvajanjem delavnic, da smo poiskali rastline, pa tudi danes je tako, marsikateri že rastlino ne pozna v naravi, še jaz, če nema listov gor, imam težave. Problem je čas, ne vem, ne poznamo območja, kam iskati vse te rastline in zato je pač dobro, da imamo kako delavnico. Zahvaljujem se tudi pač v tej priliki režijskemu obratu, ki nam pomaga, ker nam dečki pripeljajo te rastline in te potem lahko mi delamo prave prleške presmece in to je tisto, ki jaz mislim, da ima tudi prihodnost. No, fino, to pomeni, da bo tržnica tudi na nek način potem v tej smeri cvetnega sejma, ki ga bomo seveda pogrešali. Ne? Ja, seveda. Ja, upam, da se bodo torej slej ko prej razmere popravile, kar se tiče tržnic in sejmov. Vas se pozna, recimo, ti ukrepi se poznajo pri prodajah na tržnici? Kaj pravijo ponudniki? Zaenkrat še prodajo čist vsi ponudniki, ki so začeli s prodajo. Dobro, sezonski so tako sezonski, pa se bodo vrnili potem. Noben ni obupal, jaz mislim, da prodaja je ostala nekje tu isto, mogoče še celo bolj, ker je en čas država zelo promovirala lokalno. Vsak dan nas je več, ki se nas zaveda, kaj pomeni ohranitev lokalne hrane. Vsak dan nas je tudi več, ki nimamo vrtov oziroma imamo manjše vrtove za lastno pridelavo. Saj vemo, da lahko gremo po lokalne pridelke in izdelke na tržnico. Ne? To je, jaz mislim, da imamo to omogočeno, smo lahko zelo srečni. Smo daleč naokoli pač najboljše tržnice, tudi najboljše prostore imamo sicer zdaj zaprte, ampak dobro, saj smo tudi zunaj, pa tudi dobro obiskani. Tudi jaz mislim, da se lahko primerjamo, ne vem, mogoče z Mariborom, ker bliže ne verjamem, da je katera tržnica tako obiskana kot naša, recimo, ne vem, na Ptuju, Ljutomer, je manj ponudnikov tudi, pa manj obiska, ker to je tako povezano. Več je obiska, več je ponudnikov, ker imajo več pač možnost prodati, manj je obiska pač manj je ponudnikov.
Ja, verjetno pa je zaradi ukrepov bila kar ukinjena, ne, tržnica na Vinsko-turistični cesti. To je bil tudi en takšen lep podvig, dobrodošel za to našo Vinsko-turistično cesto. Kako je to funkcioniralo? Ste jo ukinili potem ali kako? Ne. Delovanje tržnice na Vinski cesti Jeruzalem je povezano z delovanjem kleti, kako so odprte kleti. Zdaj, čez zimo so kleti zaprte, tudi nima smisla, da lokalni ponudniki tam zunaj stojijo. Zato smo se odločili, da bomo delovali v sklopu in povezujoče z kletmi, tako da tudi letos, ko bo, ne vem, v mesecu aprilu ali maju, ko se odpre recimo Malek v Svetinjah, tudi Peps ven, hiša Peps po novem, bomo takrat začeli spet ponovno organizirati to tržnico, ampak pod pogoji, ki jih zahtevajo odloke. Zdaj recimo, tudi zdaj lahko na tržnici, en čas je veljalo, da lahko samo prehranski prodajajo. Zdaj velja vsi, samo morajo imeti vsi test ali pa potrdilo o prebolelem koronavirusu. Če bojo na tak način zahtevali tudi Vinsko-turistično cesto, lahko delujemo. Če bojo pa samo prehranske, potem bomo pa verjetno obdržali samo na Maleku, tam imamo prehransko ponudnico Teto Marto, pa tudi RPS Ribič pride z svojimi izdelki, pa še tudi kakšna kmetija Vrgazon včasih. Vedno, da vse povezano z ukrepi, tako se bomo mi prilagajali. Imamo pa tudi medeno tržnico zdaj. No, to je seveda vprašanje naslednje, ne, zate. Ja, seveda, en lep dogodek se nam obeta, torej v sredo bi naj bil. Odvisen bo seveda od ponudnikov, ne, od medičarjev, ki bodo prišli na tržnico. Ja, sigurno se bojo naše čebelarsko društvo Ormož, verjamem, da mogoče tudi pridružilo čebelarsko društvo Središče ob Dravi, predstavilo na stojnici. Vendar podelitev tega prehodnega lesenega pokala bo sigurno izpeljana, tako da upam, da bo lepo vreme, da bomo lahko to izpeljali kje zunaj. Saj notri smo trenutno omejeni na 10 oseb, bi lahko več ljudi, sicer seveda pod ukrepe, ki jih moramo spoštovati, videlo to, da smo lahko ponosni, da smo prejeli leseni pokal Čebelarske zveze in da res na našem območju je v celotni destinaciji čez 60 čebelarjev. Verjamem, da še jih je več, ker to smo samo člani društva, vsi pa verjetno niso v društvih. Tako da se ob tej priložnosti tudi zahvaljujem občini Ormož. Gospa Karmen Šturmberger je takrat zbirala informacije za prijavo za pokal in verjetno smo pokazali, da delamo vse, zbirala informacije od mene recimo, mi smo imeli recimo medeno tržnico že v prejšnjo leto, pa tudi medeno destinacijo smo že imeli medeni vikend v destinaciji. To je vse povezano s čebelami, potem je kontaktirala čebelarsko društvo, kaj več podrobnosti bi ona vedela povedati, zdaj točno ne vem, ampak zbrala je toliko podatkov in smo jih prepričali, vse smo jih lahko, da mi že dejansko čebelarsko delujemo in da smo medeni in tega smo se zaslužili pokal. No, naj morda pojasniva gledalkam in gledalcem. Lansko leto, torej 4. decembra, je Čebelarska zveza Slovenija in Kmetijsko-gozdarski zavod, ne, menda sekcija čebelarji, torej izbrala občino Ormož za najprijaznejšo občino čebelam, ne, je občina Ormož. Gre torej za precej prestižen naziv in sicer je osvojila občina Ormož prvo mesto pred Laškim in Sevnico. To pomeni, da dejansko se nekaj da pokazati, ne, kar se tiče čebel. Ja, lahko smo ponosni. Vse, če imamo čebele, pomeni, da imamo vseeno ohranjeno okolje, se pomeni, da bomo še bolj strmeli k manjši uporabi pesticidov in da poznamo tudi, da v svetu obstajajo države, kjer več ni čebel, sami vprašujejo, to obstaja tudi film in tega si res ne želimo. Tako da, ja, tudi jaz imam željo nekoč postati čebelarka, ampak to se verjetno za penzijo pošparala, ker prej ne imela časa. Res, to nekako me privlači.
da bi tudi jaz imela doma čebeljak, vsaj en panj. Sicer me bolj zanima mogoče kakšne divje čebele, ki bi se naselile v moj čebeljak, ampak dobro, to bomo pustili še za prihodnost. Veliko časa še imaš, Anita. Upam. Ja, no, mimo grede, da te vprašam, kako pa je s tistimi tvojimi izdelki iz naravnih materialov, iz voska in to? Se še ukvarjaš kaj s tem? Ne, zdaj trenutno se ne ukvarjam s tem, zato ker pač nimam časa in mogla bi tudi glede na to, ker je bilo to, moji izdelki so bili kozmetiko. Seveda rokodelske še imam, sem tudi prejemnica kolektivne blagovne znamke za moj rokodelski izdelek za verižico iz lesa. Mislim, ta les ni lokalni, imam pa tudi v prihodnosti, pač, ko mi bo čas dopuščal, pridobila sem se že orodje, pa les, bom naredila tudi mojo verižico iz lokalnega lesa, verjetno bo to iz vinske trte, take kroglice, iz malo manjših do večjih, tako da to je še moj cilj, že od, pač, sam, kot smo rekla, manj čas, bom enkrat to naredila, ko bom imela vso orodje, no. Ker to pač moraš imeti kar nekaj materijala, da to lahko spelaš. Pustimo se presenetiti, ne? Ja, zdaj je kozmetika. Marsikaj smo že doživeli iz tvoje strani. Ja, za kozmetiko pa potrebuješ, moraš biti pravna oseba, bi mogla imeti SP ali pa popoldanski SP. Sem se odločila, da zaenkrat ne bom šla v to varianto in sem te izdelke pač zaenkrat delam samo za, če imajo srečo, za domače, če imam čas. Drugače pa, ja, mogoče pa v prihodnosti, če bomo imeli hotel, bodo rabili kakšno žejfo lokalno, ker je pač iz biosestavin, pa če bomo imeli na Svetinjo hotel, pa v Ormožu hotel, pa bo mogoče kakšne manjše, kdaj prišle v poštev. No, vidiš, upam, da te poslušajo sedaj tisti, ki vidijo tudi v tem razvoju, ne, hotelskega turizma priložnost, ne, kar bo dejansko se izkazala verjetno enkrat potreba. Ja, ker recimo z našega lokalnega območja lahko naredimo, jaz sem imela, ne vem, 90% sestavin iz lokalnega območja. Žajfe so sestavljene iz olj, sem imela bio olja, potem tudi balzami za čube, kako sem jih poimenovala, so tudi bili 100% iz lokalnega okolja, iz čebelarski vosek je bil, čebelji vosek, pardon, je bil iz lokalnega območja, pa tudi vsa bio olja, ki so bila dodana, so bile iz lokalnega območja. No, vrniva se še sedaj malo k sredi, torej 24. marca, ki bo pravzaprav za Ormož, torej za čebelarje pomemben dan. Prejeli bodo torej ta prehodni pokal leseni, ga bomo seveda tudi pokazali. Gre torej za prav iz lesa narejen, ne? Čebelica, potem... Mislim, da je to izdelal en rokodelec, unikatno zadevo. Zdaj točno ne bi vedela imena pa in priimka, ampak čudovit je, res. No, gre za prehodni pokal, ne? To je tudi zanimivo. Tako da si ga kar hitro lahko odnese kakšno naslednje leto, torej kakšna druga občina, se bo treba kar potruditi. No in to bo en takšen lep dogodek, torej 24. marca ob 11. uri v Beli dvorani grajske pristave bo predan in obenem ste si torej umislili tudi medeno tržnico in zasaditev lip, ne? Tako je. Medonosna drevesa. Ja, tržnica bo trajala od 10 pa do 1, tako da v čim večjem številu vabljenih, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Tržnica bo opremljena z smerokazi, kako pač vstopamo v tržnico, infografikami, ki tako že vsi verjetno vemo, maske moramo imeti, razkužiti si roke. Tako da ja, vabljeni, da z nami pač ponosno prejmete leseni prehodni pokal Čebelarske zveze Slovenije. No, to pomeni, da boš ti enkrat čebelarka, da se boš vključila v čebelarsko društvo ali si že zraven? Nisem še, ker zdaj bom prvo posvetila čas hortiturističnemu društvu. Ko bo pa me čas dopuščal, bom pa kot članica pridružila čebelarskemu društvu in naredila tudi izpit za čebelarja. No, vsi tisti, ki bi se želeli torej pridružiti kot člani v hortiturističnem društvu,
kakšna je pot, kakšen je postopek? Ja, lahko napišejo e-pošto htdormos@gmail.com ali me pokličejo na telefonsko številko 051 337 200. Lahko osebno pridejo do mene ali v službo v grad Ormož na javni zavod, pa jim samo jaz predam pač prijavnico. To pa mislim, Članarina? ja, članarino smo znižali, zdaj, če bo vse skupaj sprejeto, ko smo poslali po glasovnicah, iz 10 evrov na 5 evrov letno na člana, tako da smo pač olajšali članstvo. Tudi glede na čase si težko kdo privošči tudi 10 evrov na leto, verjamem, tako da 5 evrov pa mislim, da je nekaj tukaj, pa bi mogoče bilo sprejemljivo za bolj ali manj vsakega, ki bi se nam želel pridružiti. No, morda za konec še vprašanje, kaj za eno občino, mesto torej, lahko eno zelo aktivno hortituristično društvo prinese. Ja, sigurno to, da ljudje vidijo smisel tega, da ko dobijo priznanje, kar nekateri so že dobili več in imajo že celo zbirko teh priznanj, jih s ponosom tudi okvirijo in jih dajo na steno. In sigurno je to pomeni za pač lokalno skupnost, da je bolj odsvetličena, da ljudje malo bolj se zavedajo urejanja okolja, da vidijo tudi, da tudi drugi pogledajo na njihovo dvorišče, na njihova okna in da tudi vejo občudovati in seveda posledica občudovanja je potem tudi to, da si zaslužijo priznanje, kar je pač ena malenkost za tisti ves trud, ki ga pač vso leto vlagajo v okolico ali pa pač v hišo. No, sicer pa bomo poskrbeli, da bo torej naša okolica v smislu lepo urejenega, oziroma te ponudbe, kar se da lepa, ne? To je verjetno cilj vseh nas. Anita, hvala lepa, da si vzela čas za en takšen klepet. Uspeha ti želimo, vsekakor pazi na zdravje. Hvala, da ste me povabili. Hvala za vse želje, tudi vam enako. No, upam torej, da bo društvo uspešno, pa seveda tvoje delo, kot menedžerka v Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport. Hvala lepa. Hvala. Tako, hvala lepa vsi, ki ste bili z nama. Možnost imate torej, da se priključite hortiturističnemu društvu Ormož ali pa torej v sredo obiščete medeno tržnico. Kot je Anita povedala, veliko zanimivega bo videti in slišati, sploh pa lahko lipo zasadimo skupaj. Prihodnji teden bo z nami minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, tako da vas tudi vabimo k spremljanju oddaje oziroma pogovoru. Hvala za pozornost in srečno do prihodnjič.